pravijo, revijo se glodavci, kar se spomladi so to še pospešili, odpadke prebirajo in raznašajo ptiči, nevarnost vetra, ognja in tako naprej. Skratka, to so stvari, pred katerimi svarijo. Ja, embalaža se nam kopiči v tem trenutku. Še od lanskega leta je kar nekaj ton, ki jih mora država odpeljati. Mi smo sicer pripravili nov sistem ravnanja z odpadki, z odpadno embalažo v spremembi zakona. Zdaj ta zakon, če bo zdaj v kratkem sprejet, bo zares začel delovati nekje. Ker se vlade menjajo, bo težko kakšen zakon. Ja, v tem vmesnem času pa bomo mogli vzpostaviti neko prehodno obdobje, kjer bomo poskrbeli za to, da ne bomo konstantno potisnili na to, da treba interventne ukrepe. Kaj bodo odpeljali so to odpadno embalažo, o kateri je govoril minister? Po državi je nakopičeno menda 16.400 ton te odpadne embalaže. Ja, to je res. Ja. Embalaža v tem trenutku je mnogo več nakopičenih, kot je bilo decembra 2018, ko smo sprejemali interventen zakon. Že takrat smo ugotavljali, da je to strašna kriza. Danes je ta kriza krat 1,5, po jutrišnjem bo krat 2 in tako naprej. Skratka, kam to ogroža našo varnost? Jaz sem trdno prepričan. Poglejte, danes zjutraj sem prišel v službo, gledam na portalu, sinoč je gorel v Surovini, v Mariboru, gorivo, odpadna embalaža in tako naprej. Vedno, ko imamo velike kupe odpadne embalaže, obstaja večje tveganje, da se nekaj zgodi. Zdaj, če imaš majhne količine, potem so vladljive, če imaš večje količine, je to težava. Poglejte, imamo 6 družb za ravnanje z odpadno embalažo. Zakaj ne prevzamejo te embalaže? Ja, zadeva je dokaj preprosta. Zdaj, upravno sodišče jim je presodilo, da lahko prevzamejo izključno toliko embalaže, kot so jo njihovi zavezanci dali na trg, ne več tako, kot je ministrstvo v spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določilo, torej da morajo pobrati delež vso embalažo v Sloveniji. Družbe se tega striktno držijo in mesečno ostaja preko 5700 ton odpadne embalaže. Kaj pravite ekologi? Kako ekologi vidite vse te kupe smeti? Zagotovo je treba situacijo urediti, to je zatečeno stanje, seveda pa ne smemo pozabiti na ravnanje v prihodnosti, ker če bomo ves čas gledali samo pod noge, še vedno lahko zakorakamo v propad. Ja, ampak že minister Leben je leta 2018 sprejel ta interventni zakon za odvoz embalaže, ki očitno ni rešil problema, ampak on je že takrat izjavil, država je zatajila nacionalni sistem za zbiranje odpadne embalaže. A je problem sam v odvozu embalaže ali problem, da pač mi preprosto ustvarimo toliko te embalaže? Mislim, zagotovo je problem in količina in kvaliteta te embalaže, ker dokler bomo proizvajali embalažo, ki jo ne bo smiselno in smotrno reciklirati ali pa ponovno uporabiti, popraviti, večkrat uporabiti, bomo vedno imeli te težave. Zakaj je z odpadki vse več težav po vaše? Vi ste ekolog, vi ste insider. Zakaj je vse več težav? Ja, po eni strani količine naraščajo, še vedno je to povezano z gospodarsko rastjo, tega razklona nismo dosegli in čeprav imamo že več kot 10 let kot prioriteto preprečevanje nastajanja odpadkov, temu ne posvečamo skoraj nič pozornosti, tako da je jasno, da količine rastejo in dokler se ne ukvarjamo z odpadki, preden to postanejo, da bi potem postali manj problematični, bomo imeli take težave. Ja, zdaj, zakaj nimamo več kam odvažati oziroma izvažati? Te meje se nam zapirajo, ne? Zakaj se nam meje zapirajo? Najprej se je začelo s Kitajsko, ki se je odločila tega, da ne bo več sprejemala plastike iz vsega sveta. Potem pa seveda je to domino efekt na vse naše okoljske države. Do Avstrije. Tako, in ker sami nimamo sistema doma postavljali, smo potem malo žrtve tega zapiranja mej. Ja. Jaz bi vsegli dodal, mi imamo kam dati to odpadno embalažo. Sortirance nam stojijo, sortirance dajejo ljudi na čakanje. Zakaj nam sortirance stojijo? Ja, zato stojijo, ker nimajo naročil, da bi oni to presortirali. Dejansko sortiranca... Ja, veste, kaj je naslednje vprašanje, zakaj nimajo naročil, da ne to presortirajo? Ja, zato, ker ni plačnika. Ker družbe za ravnanje z odpadno embalažo pač pobirajo izključno polovico embalaže dane na slovenski trg, ne plačajo, ne naročijo dodatno odvoz te embalaže, ni plačnika, ni sortiranja in kupi se kupičijo. Ok, najprej vi. Tudi trg sekundarnih surovin ni vzpostavljen v Sloveniji. Država ima precej mehanizmov, kako bi lahko spodbujala uporabo recikliranega materiala. Tega še nismo videli v taki meri. Skratka, recikliranje pri nas ni to, kot bi ga hotel imeti. Seveda, ni enako vredno novo narejeni plastik. Ni to prioriteta, Ja, moram eno zadevo, če dovolite. Pri recikliranju zadeva je sledeča. Reciklati so borzno blago. Če je veliko povpraševanje, potem
cena pade, oziroma cena narašča. Če je majhno povpraševanje, cena pada. In v tem trenutku papir praktično nima nobene vrednosti več, plastiko, ki smo jo včasih prodajali po 120 evrov za tono, možgal nas plača, da ti sploh nekdo vzame in sežge in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da če ne bomo vzpostavili nekih novih ekonomskih modelov, potem bo to okrožno gospodarstvo bo padlo. Enostavno, če interes držav temelji na rasti, gospodarski rasti, in ta gospodarska rast temelji na industrijski proizvodnji in na veliki potrošnji, torej bo vedno več smeti. Jaz pa mislim, da se vseeno tudi malo pričakuje na to, da bo država ponovno intervenirala in se čaka tudi s ceno in s predelavo teh odpadkov. Namreč, ko smo mi inšpekcijo poslali za 2018 v posamezne te družbe, je inšpekcija ugotovila, da bo pobrano več denarja, kot je potem odpeljano embalaže. In jaz imam nekako občutek, da se ta praksa ni končala v letu 2018, tako da bomo še enkrat zelo poostreno ukrepili nadzor, tako sodelovanja s policijo kot s Fursom, koliko denarja je bilo zares prodano in koliko embalaže je bilo odpeljane. In imam nek občutek, da bomo ugotovili, da ne govorimo o 50%, ampak da je bilo denarja pobranega več kot za 50% embalaže. Skratka, kdo ne reši zdaj problem odpadkov? Nov interventni zakon ali same komunale? Komunale tega ne morejo rešiti. Če ni sistemskih rešitev, mi imamo predpise. Predpisi jasno določajo, kdo je odgovoren za to odpadno embalažo. Odgovorne so družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Če družbe tega ne prevzamejo in ostajajo komunalam, torej so ti predpisi neustrezni. Po mojem mnenju v tem trenutku ne prevzame odgovornost za to odpadno embalažo tisti, ki je zadolžen za pripravo sistemskih rešitev. Torej država, ministrstvo, kdorkoli, nikakor pa ne komunalna podjetja, ki nimajo kje dobiti denarja, razen da to prefakturirajo gospodinjstvom. Zakaj? Kaj pravite vi, minister, na to? Ja, na koncu bo pa še ni država. Interventni zakon, po mojem mnenju, sicer ni prava rešitev, zato ga je potem težko spreminjati, ko ga je potrebno. Bo pa v mestnem obdobju, torej v obdobju, ko bo sistemska rešitev, ki smo jo pripravili, začela delovati, pa od zdaj do takrat, bo potrebno pripraviti prehodno obdobje, ki ga zdaj v tem tednu pripravljamo, potem pa če bo ta vlada še sposobna to sprejeti, da bomo to sprejeli. Ja, zdaj, smetišče spet gorijo, to ste že vi prej rekli, pred časom so pa sploh gorela serijsko, ne? Kot da bi skušal kdo, recimo kak lobi, nas zastraševati smetmi. Zakaj so hoteli reči, po vaše, rabimo novo sežigalnico, sežigajmo v Anhovem, sežigajmo v Šoštanju. No, po mojem je šlo bolj za odraz tega stanja, da se res kopiči, mogoče je bilo nekaj tudi požigov med tem, ampak... No, kaj te sežigi so zgledali tako lobiranja za postavitev nove sežigalnice. Pa niti ne bi rekel, ker je zdaj javnost tudi precej slab na te požare. Bolj odpor zbujajo, kot pa neko zaupanje. Jaz moram povedati, da vse pogostejši požari pri komunalnih odpadkih niso samo v Sloveniji. To so tudi v Avstriji in ostalih državah. Zakaj? Spontana lobiranja za sežigalnice. Ne, jaz ne bi ravno to rekel, ampak dejstvo je, da med komunalnimi odpadki se pojavlja vedno več novih odpadkov, ki jih včasih ni bilo. Litijeva baterija, ko jo ti poškoduješ, mehansko poškoduješ, ona zagori in ti povzroči požar. In to je prisotno, to opozarjajo tudi v Avstriji, to se dogaja tukaj v Sloveniji. Jaz ne bi zdaj kar enoznačno, zdaj pa to neko lobiranje ali nek vandalizem. Ne, seveda, jasno, da ni lobiranje. Gospod minister, kaj pravite vi? Je bilo lobiranje ali ne? Za požare v lanskem letu policija ni ugotovila, da bi bili požari podtaknjeni, ampak da je prišlo do samoožiga. Tako da... No, pa drugače vprašal, imate občutek, da si kje v Sloveniji prav posebej želijo imeti sežigalnico? Pridite k nam, postavite pri nas novo sežigalnico. Ne vem, če jo kje prav želijo, mislim pa, da jo bomo potrebovali. Kaj potem rešitev? Mislim, zdaj mi sežigalnice ne bi, ne? Nihče noče naših odpadkov več, ne? Jaz mislim, da bomo to miselnost počasi morali preseči, da nihče ne bi sežigalnice, nihče ne bi česa tretjega. Moramo se zavedati, da če hočemo sami poskrbeti za svoje odpadke, tudi če jih zmanjšamo, tudi če vrhunsko izboljšamo sistem, da bo reciklaža tekla in tako naprej, na koncu še vseeno pridemo do odpadkov. In s temi odpadki, če jih ne želimo odložiti, pa če ne želimo izgubiti energije, ki je še vedno kopičena v teh odpadkih, potem bo potrebno tudi si priznati, da sami potrebujemo takšne odpadke. Kaj so sežigalnice res edina pot? Mislim, kaj pa zmanjšanje količine smeti? Obstaja program za manj smeti, zero waste, nič odpadkov, nič smeti. Jaz sem trdno prepričan, da s spremembo življenjskih navad lahko zmanjšamo količino odpadkov, ampak to ne čez noč. To pač so procesi, dolgotrajni procesi. In če pogledamo Evropo, zemljevid Evrope, kje so locirani objekti za energetsko izrabo odpadkov, vidimo
Zahodna Evropa, Severna Evropa te objekte ima, oni problemov nimajo. Medtem ko ta vzhodni tranzicijski del Evrope pravzaprav nima teh objektov, ima izključno cementarne, medtem ko specialnih objektov, ki imajo minimalne izpuste, do maksimum 25-30% dovoljenih ravni, takih objektov v tem delu Evrope ni. Torej, mi se moramo ozreti po Zahodni Evropi, po Severni Evropi in pravzaprav njim slediti in ne se učiti na lastnih napakah in čim prej jim slediti. No, jaz zagotovo se zaučiti na lastnih napakah, to bi bilo čudno, da bi pozabili, ampak mogoče severne države niso najboljši primer, ker imajo pa prevelike kapacitete za termično izrabo. Ne vem, pogledamo nordijske države, v zadnjih 10-15 letih niso napredovale pri stopnji recikliranja, ravno zato, ker polnijo sežigalnice. Poglejmo Avstrijo. Avstrija ima 8 milijonov ljudi, Slovenija 2 milijona. Avstrija ima v tem trenutku 42 objektov za energetsko izrabo odpadkov, Slovenija 2. Avstrija načrtuje v tem trenutku dodatnih 5 objektov za energetsko izrabo odpadkov in Avstrija nima problemov. Avstrija ima zeleno stranko v vladi. Vsa leta je v Avstriji zelena stranka izredno močna. Sam kako pa izgledajo te avstrijske sežigalnice? Zgrajene so... Kakšen je tam zrak? Kako je z oboleni tam? Ne vem, če obstaja, če so take sežigalnice, kot pri nas. Poglejte, jaz sem trdno prepričan, da oni so izbrali najboljše tehnologije, ker življenjsko dobo, poprečno življenjsko dobo imajo celo višjo kot v Sloveniji. Ja. Če se ozremo samo čez Karavanke, če pridemo do Andolštajna, v Andolštajnu so 2 sežigalnice, ena za nevarne odpadke, ena za nenevarne odpadke. V tej dolini so s tem 2 sežigalnicam nadomestili individualna kurišča, zagotovili so daljinsko ogrevanje za filah in zrak se je v tej dolini, v Andolštajnski dolini, izboljšal, ne poslabšal. Ja. Pri nas bo podoben. Če bomo se odločili za tak objekt, bo ravno tako najboljša dosegljiva tehnologija bila uporabljena, seveda samo merjenje. Tako da ta strah pred sežigalnicami mislim, da je pretiran. Treba se pa upozorilo, ki pa je bilo dano, pa je na mesto, torej da jih ne predimenzioniramo. Če smo resni glede zmanjševanja odpadkov, moramo vedeti, da ne smemo dimenzionirati takih objektov na zdajšnjo situacijo, ampak na situacijo, kjer želimo biti čez 10 let. Vi ste hoteli nekaj reči. Samo mogoče replike na to best available technology, ki je standard po svoje. Pač ugotavljamo tudi na evropski ravni pri najboljših, najnovejših objektih za termično izrabo, da je to merjenje izpustov, če ni kontinuirano, da ni ustrezno. Tako da imamo problem že v bistvu v evropski zakonodaji in je pol razumljivo, da ta strah ne pojenja. No, pa kako bi pojenjal? Vse tam v Anhovem so tam, bi rekel, podjetje, ki to tam počne, prav, da je vse v redu, meritve so super, nič ne kaže, zdravniki imajo v tem čisto ločeno mnenje, ne? Ja. Pa tudi vsi tisti, ki tam obolevajo. To je ta ključni Še problem. posledica azbestoze, ne? Tam Ja. je dolga zgodba. Ja, vem, na koncu boste to dolgo zgodbo odpeljali tja, tako kot neka degradirana. Mislim, jaz si težko predstavljam, da bodo v centru Ljubljane rekli, naredite tle sežigalnice. Tiste občine, ki so se javili kot zainteresirane za takšen objekt, to ni Anhovo, to je Maribor, Ljubljana, potem imamo Kočevje. Ja, to so se javili župani, ne? Tako. Čakajte, da se javi civilna družba. Najlepša. Takrat pa pričakujem, da bomo vsi proti. Ja, da bomo spet na Kitajskem. Mi pa si pogledamo, zakaj čez mejo ne ostaja le koronavirus, ampak tudi neofašizem.